spoštovani kulturni delavci, spoštovani kolega župan, gospod Bojan Šrot, spoštovani predstavniki šolskega centra Šentjur in pa seveda vsi prisotni, tudi pevci, med kateri tudi vidim, da je kar nekaj Šentjurčanov, to moram podariti, ki so to člani naših društv kulturnih. Mi smo bili zelo veseli na občini te pobude Javnega sklada za kulturne dejavnosti, da se posveti teden v letu, tednu kulture, tednu ljubiteljske kulture. To smo seveda z veseljem pristopili k tej zadevi, ki jo bomo danes na nek način obeležili z posaditvijo drevesa, jablane, ki ima seveda simbolni pomen, hkrati pa po zaslugi naših znanih umetnikov, med drugim tudi skladatelji Vipavcev, na nek način tudi domovinsko pravico v Šentjurju. To je tako imenovano drevo, sorte remeta, če sem prav seznanjen, mi po domače rečemo bogatinka. No, okrog tega drevesa par stavkov, največ zaslug za njo imata Gustav in Benjamin Ipavec s pomočjo predsednika Sadjarskega društva Slovenije, to je bil takrat gospod Ferdinand Ripšl, s katerim so dejansko vzgojili to vrsto tega sadnega drevja. Pravijo, da bolj pozno cveti, ampak da ima zelo dobre plodove, ki so zelo dobri potem, ko se zadeva seveda predela v jabolčni sok. Predvidevam pa, da tudi je zelo dobro za jabolčno vino, oziroma po domače jabolčnik oziroma tolkec, pač odvisno koga, ki imenujejo. Ampak ne glede na to, jaz upam, da bo to drevo tukaj v Celju dobro obradilo. Predlagam tudi, da ga dobro zalivate, da se slučaj ne bi posušilo, kajti če se posuši, bomo pa ga verjetno nadomestili, ne, gospa Staška? Mi že imamo tudi take izkušnje, tako da to sploh ni problem. No, mi smo v Šentjurju zelo ponosni na našo ljubiteljsko kulturo, imamo zelo bogato in razvejano društveno dejavnost in tudi lahko ocenimo, da imamo na tem področju tudi kar veliko uspehov. Je pa to seveda poleg zagnanosti posameznikov tudi posledica, vsaj po mojem prepričanju, velike ne samo moralne, ampak tudi materialne podpore občine Šentjur kot take. Delamo tako na vsebinskem področju, oziroma financiramo zadeve na vsebinskem področju, pa tudi na infrastrukturnem področju, tako da se lahko na nek način pohvalimo, da bomo verjetno letos v koncu avgusta ali po začetku septembra tudi odprli nov rekonstruiran Vipavčev kulturni center, s katerim bomo seveda naši ljubiteljski kulturi tudi omogočili še boljšo dejavnost in pa seveda tudi našim občankim in občanom večjo možnost večjih programov, drugačnih vsebin, ki jih sedaj pa zaradi omejenosti oziroma vsebinske pomanjkljivosti kulturnega doma pač nismo mogli izpeljati. Tako da to je ena velika zadeva in mi mislimo, da smo na to lahko tudi zelo ponosni. Zdaj, kar pa se tiče tedna ljubiteljske kulture, pa mogoče še podarim to, mi bomo tudi v Šentjurju, in sicer na predvečer Dneva državnosti, se pravi 24. junija, posadili tudi podobno drevo pred Vipavčevo hišo, tudi na nek način kot neke vrste simbolno dejanje. Jablana oziroma jabolka so simbol marsičesa, če se spomnimo zgodbe o Adamu in Evi, je bila že jabolka nek simbol. Tudi zdaj zadnje čase je jabolka nek simbol nekega napredka v tehnologiji, tako da upam pa, da bo ta jabolka tu v Celju simbol našega dobrega sodelovanja in bogate finančne perspektive 14-20, tako da verjamem, da bomo tudi z mestno občino Celje v bodoče zelo dobro sodelovali. Vsem ljubiteljem oziroma vsem ustvarjalcem v ljubiteljski kulturi pa želim še naprej veliko uspehov, navdihov, umetniškega ustvarjanja in pa seveda vsem skupaj želim, da bomo imeli tudi vsi skupaj čim boljše pogoje in pa čim več materialnih sredstev, da bomo lahko na nek način dali tudi podlago za to ustvarjanje. Vsem skupaj lep dan in pa lep teden ljubiteljske kulture. Hvala lepa.